Spoštovani gledalci in cenjene gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Ozadja, v kateri z različnimi sogovorniki odstiramo različne teme, za katere ponavadi v klasičnih novicah zmanjka časa in prostora. In nocoj je z nami skrbnik gradu Sevnica Rok Petančič, s katerim bomo govorili o grajskem življenju nekoč, danes, zazrli pa se bomo tudi v prihodnost. Lepo pozdravljen, Rok. Pozdravljeno, hvala za povabilo. Glede na to, da sva že omenila, da si skrbnik gradu, koliko časa si že v tej vlogi? Ja, v letošnjem letu res mineva že 10 let, odkar sem prevzel skrbništvo gradu Sevnica in je že kar lepa doba. In glede na to, da si v sevniško življenje vpet tako rekoč celo svoje življenje, kako bi ocenil, kako se je spremenilo življenje na samem gradu, morda iz časa, ko si sam bil otrok, mladostnik in potem, ko si prevzel delo skrbnika, pa vse do danes, katere so tiste bistvene spremembe na samem gradu? Ja, če se spominjam svojega otroštva, pravzaprav se gradu spominjam precej malo. Spominjam se, ko smo z osnovno šolo obiskali grad, ko smo obiskali staro učilnico, recimo se spomnim, kaj veliko več pa ne. Tako da tudi grad je bil v tistem času malo manj živ, malo manj se je dogajalo, predvsem za najmlajše. Tako da nekih hudih ali pa bi rekel bogatih spominov iz svojega otroštva pravzaprav nimam na grad. Dejansko je to povezano tudi s tem, koliko je lokalno okolje nekako sposobno vdahniti življenje določenim kulturnim znamenitostim in tudi v tem primeru je tako, zdaj glede na to, da si sam skrbnik gradu, kdo pa institucionalno bdi nad samim gradom? Ja, lastnik gradu je občina Sevnica. Že po drugi svetovni vojni je bil grad prenešen, je postal pravzaprav ljudsko premoženje. In potem je postala lastnica občina Sevnica. Od leta 2006 pa za grad skrbi oziroma ga ima v upravljanju Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, skrajšano KŠTM Sevnica, na katerem sem tudi zaposlen, tako da z našo ekipo, sodelavci, skrbimo za urejanje in za programe za razvoj gradu samega. Gradovi so nekoč služili kot bivalni prostori, kot utrdbe, kot zaščita pred tistimi, ki so bili nezaželeni. Zdaj že dolgo časa pač gradovi opravljajo vlogo turističnega namena. Imate mogoče podatke na KŠTM-ju oziroma lokalni turistični vodiči, kdaj pa je nazadnje dejansko nekdo živel v gradu Sevnica? Ja, tudi naš grad pravzaprav je skozi zgodovino spreminjal namembnost. Dejstvo je, da večji del svoje zgodovine je bil še vedno strateško zelo pomembna točka oziroma točka, ki je bila predvsem za Salzburško nadškofijo zelo pomembna, ker to je bila najbolj južna posest Salzburške nadškofije, pravzaprav vse do začetka 19. stoletja. Potem so se lastniki kar pogosto začeli menjavati in do začetka druge svetovne vojne pravzaprav je bil grad v lasti zasebnikov. In po drugi svetovni vojni so ga pa naselile razne družine. V nekem obdobju po drugi svetovni vojni, po letu 1946, je živelo v določenem obdobju tudi do 100 ljudi naenkrat. No, zadnja prebivalka je bila pa Rezika Kraljevič, znana starejšim občanom, zagotovo, ki pa je živela na gradu vse do leta 1986. Tako da dobrih 30 let nazaj je zadnja prebivalka zapustila grad in sicer že prej, ampak od takrat naprej je pa potem grad samo še se obnavljal, nadgrajeval oziroma so se kulturne dejavnosti na gradu širile, nadgrajevale, tudi seveda spreminjale, tako da vse do današnjih dni. Ko se že omenil kulturne dejavnosti, na gradu ponujate celo vrsto aktivnosti, kjer lahko dejansko človek najde nekaj za svoj okus, tako preko tradicionalnih prireditev, kot tudi v sklopu posameznih tematskih zadev. Kaj vse je tisto, kar bogati kulturno grad Sevnica? Ja, pravzaprav kultura je zame zelo širok pojem. Kultura je pravzaprav vse, kar nas obdaja, ta način življenja, tako kultura obnašanja kot kultura obiskovanja prireditev, recimo kultura spoštovanja. In tudi to spoštovanje kulturne dediščine mi vedno poudarjamo pri oblikovanju in izvajanju teh programov. Zato bi najprej začel z našimi najmlajšimi. Tudi ko sem postal skrbnik, smo kar veliko
pozornosti in programov začeli oblikovati in potem izvajati za naše najmlajše. Tako da za naše najmlajše imamo pripravljene in zelo dobro sprejete in pozitivno sprejete animirane oglede predvsem. Pravzaprav gre za neke vrste gledališko predstavo, skozi katero v približno 1 uri otrokom predstavimo življenje na gradu pred stoletji, ki se jim zagotovo vtisne v zelo globok spomin in to jim bo zagotovo ostalo, mislim, da za celo življenje, tako da zavedamo se predvsem, da so otroci, mladi, tisti, ki se bodo kasneje radi vračali. Poleg teh animiranih ogledov lahko ponudimo še grajske igre, ki jih izvajamo v okolici gradu, predvsem v grajskem parku. V primeru, da je slabše vreme, pa lahko tudi v samem gradu. Ponujamo tudi lutkovne in ustvarjalne delavnice. Oboje, vse te programe v sodelovanju z društvom Sevniški Graščak in pa z zavodom Grajsko lutkovno gledališče, s katerimi že vrsto let sodelujemo, že 8-9 let praktično, tako da vsi ti programi so en tak dober skupen projekt, seveda s ciljem, da predstavimo, da navdušimo naše najmlajše, da jih pritegnemo, da jih nekako navežemo na grad. Seveda so pa poleg tega, da so tudi ti programi dosti humorno oblikovani, pravzaprav, da se tudi otroci vmes nasmejejo, tudi vzgojiteljice, so pa programi tudi zelo vzgojno-izobraževalni, se pravi, da imajo nek tudi vzgojno-izobraževalni smisel in to je pravzaprav glavni cilj, ne? Da se jim vtisne spomin in pa hkrati, da se nekaj naučijo, da jim damo tudi neko močno sporočilo naprej za življenje, pozitivno seveda. Poleg teh aktivnosti oziroma ponudb za otroke seveda so tu še razne prireditve, ki jih skozi celo leto za otroke organiziramo, od raznih lutkovnih predstav. V mesecu marcu recimo Svetovni dan lutk, ki je bil zelo dobro tudi obiskan, razne druge prireditve, srečanja in tako naprej. Seveda ponujamo tudi za vse obiskovalce klasične vodene oglede. Vodeni ogledi pri nas so pravzaprav ogled gradu je možen samo z vodnikom. Zakaj? Ker želimo, da vsak dobi neko pristno izkušnjo, da ni to z nekimi audiovodniki ali pa na nek način, da ni preveč masovno, ampak želimo manjše skupine, tudi posameznike navdušiti s tem, da naši vodniki tudi dajo neko dodano vrednost, ne? Se pravi, da ni samo gola razlaga o neki stvari, ampak vsak jih poskuša na nek svoj način navdušiti, seveda tudi odvisno, kaj ljudi zanima. Tako da to so ti osnovni programi, s katerimi pokažemo ali pa predstavimo naš grad. Seveda je še precej drugih programov, od raznih recimo grajskih pojedin, porok recimo, ne, ki so tudi zelo priljubljene, predvsem v grajskem parku, zunaj, ki jih ponujemo kot dodatno možnost. Tako da razni drugi programi tudi, ki se izvajajo čez leto, skratka, ogromno je teh možnosti, s katerimi se lahko na gradu obiskovalci zadržijo, jih animiramo oziroma jih pritegnemo. Seveda ne smemo pozabiti na kavarno. Grad je odprt skozi celo leto in tudi kavarna obratuje skozi celo leto, tako da tudi če pride kakšen domačin samo na sprehod gor, lahko spije kakšno kavico, sok, lahko si privošči kakšen kozarec vina, kakšno pivo. Skratka, kavarna je tudi pomemben element za ohranjanje tistega rednega obratovalnega časa oziroma za to, da je grad stalno živ in da zagotavlja neko podporo obiskovalcem. Imamo tudi vinoteko, v kateri ponujamo vodene degustacije vin, tudi s prigrizki, tudi kakšna srečanja, recimo praznovanja, tudi kakšne morda bolj taka poslovna srečanja, recimo. Tako da je ta preplet teh dejavnosti na gradu res velik in na eni strani je potem neka javna služba, ne, ki jo izvajamo, se pravi, da organiziramo dogodke, ki so del neke javne službe, recimo razstavni dogodki ali pa takšna predavanja in tako naprej.
kakšni koncerti seveda. Na drugi strani je pa tržna dejavnost, ki jo pač tržimo, že omenjeni ogledi, že omenjene degustacije, recimo grajske pojedine tudi, poroke recimo in tako naprej. Ne. Skratka, je to en tak preplet javne službe in pa tržne dejavnosti, ki jih grad pač omogoča in ponuja. Ko si omenil med drugim tudi vinoteko, posebnost sevniškega gradu je tudi v tem, ni vsak grad namreč takšen, da ga z kakšne strani obdaja grajski vinograd, kot je to v Sevnici, posebej na tej sončni strani. In vsakdo, oziroma kdor si želi in kdor ima ta interes, je lahko boter eni izmed trt oziroma večjim trtam. Kakšen je namen tega vinograda? Je bil že morda zasajen v preteklosti, pa to nadaljujete to tradicijo, ali je to del tega turističnega, tržnega dela? Kako je s tem? Ja, torej vinograd zagotovo je bil že v 19. stoletju. To je znano. Znano je tudi, da tedanji lastnik, ki je kupil grad prvi v dedno last, Johann Hendl, kasneje povzdignjeno plemenitega Rebenburga, 1803, je kupil grad seveda za okolico. Znano je tudi, da je grad nekako takrat se odprl javnosti. On je porušil recimo grajske zidove, obzidja okoli, zasuje jarke, tako da je nekako grad odprl tudi za ostale, za ljudi. Bil je tudi, znano je, kar se prenašalo iz roda v rod med ljudmi, da je bil tudi zelo prijazen, da je bil odprt do ljudi, ki so prihajali gor, se pravi, da se ni zapiral v svojo graščino in pa ali pa da bi odbijal ljudi, da jih ne bi želel sprejemati. Tako da on je bil prvi tisti, ki je dejansko grad odprl in tudi zasadil zagotovo v tistem času vinograd. Zdaj, to prijateljevanje z nadvojvodo Janezom, ki je dokazano, je zabeleženo v pisnih virih, leta 1812 obiskal na naš grad in predvsem ta park in ga tudi pohvalil, namiguje tudi na dejstvo, da verjetno ali morda je nadvojvoda Janez tudi njega spodbudil, da je zasadil vinograd. Kajti nadvojvoda Janez je bil tisti, ki je mnogim vinogradnikom oziroma mnoge površine vinogradniške, predvsem na območju današnje Štajerske, pomagal takrat zasajevati vinograde in moja teza je osebno, čeprav to ni dokazano, da je verjetno nadvojvoda Janez tudi nekako spodbudil Johanna Hendla, da je zasadil potem ta vinograd. Vinograd je rastel do pojava trsne uši, do konca oziroma do tam 80. let 19. stoletja in potem je trsna uš je znano približno 95% vinogradov v Sloveniji uničila, verjetno tudi našega. Kajti kasneje so se te terase, kamnite, 7 kamnitih teras imamo na južnem pobočju, so se zasadile z raznimi vrtninami, sadnim drevjem in vse do 80. let 20. stoletja je gor živel potem vrtnar, ki je gojil in prodajal potem to zelenjavo sadje. No, kasneje se je pač urejanje teh teras nekoliko opustilo, ni bilo nekoga, ki bi organizirano skrbel ali pa tako, ja, organizirano ali pa da bi sistematično delal. Upravljal s tem. Skratka, no, potem je pa prišla pobuda in leta 2007 je bil potem zasajen na pobudo tedanjega enologa, oziroma še vedno enolog, ampak tedanjega enologa, še prej Krške kleti, zdaj samostojnega podjetnika Zdravka Mastnaka, je potem v sodelovanju z sevniškimi društvi vinogradnikov bil zasajen grajski vinograd s 500 trtami modre frankinje. No in potem leta 2008, ko sem postal skrbnik, smo začeli razmišljati, kako, na kakšen način bi ta vinograd približali ljudem in ga tudi nekako osmislili, tudi finančno seveda, ker vsak vinogradnik dobro ve, zahteva stalno skrb, zahteva neke stroške in tako naprej. In glede na to, da je to edini javni vinograd, pravzaprav smo se odločili, da ponudimo možnost vsem, kdorkoli to želi, da postane boter, ja. No in botri, malo smo bili na začetku bojazljivi, kako se bojo ljudje odzvali, ampak kar hitro smo dobili tam okoli 80, se spomnim,
botro, kar je bil lepo bet, ne, oziroma za začetek je bilo lepo. Za začetek lepo priznanje, da smo nekako se pravilno takrat odločili in smo potem zastavili pravzaprav nek sistem, na kak način pravzaprav vključevati botre, ne. To in smo se potem odločili, da jih povabimo na 2 največja dogodka na gradu. V Vinogradu seveda to je grajska rezata oziroma rez, ki je tradicionalno zdaj izvajamo po godu svetega Vincenca 22. januarja. To je po starih običajih, sicer se bolj malo to upošteva, mogoče bolj na bizelskem, pa predvsem na hrvaški strani je to bolj običaj, da se takrat pričenjajo ta vinogradniška opravila v vinogradih, rezanje in tako naprej. No, skratka, in smo potem začeli, smo povabili botre, prvo leto na rez in potem leta 2009 je bila že prva trgatev, ne? Tako da prva letina je letnik 2009. In tako smo potem nadaljevali z botri, tako da zdaj smo že pri številki skoraj 200 in je že kar gneča, ne? Tako da se kar botri zelo radi udeležujejo teh prireditev, tako rezatve, še posebej pa trgatve seveda, tako da jih nekako na ta način tudi vključujemo, seveda pa na ta način ti botri tudi potem spoznavajo druge programe gradu, drugo ponudbo in je to seveda v nekem vzajemnem interesu. Obenem pa zberemo dovolj sredstev, da nekako tudi upravljamo z vinogradom, se pravi, da poskrbimo za urejanje vinograda, da poskrbimo za pridelavo vina in potem stekleničenje in vse te postopke. Ne, ki so potrebne. In potem tudi vino ostane v gradu? Ja, vino, ki je pridelano, smo ga pomenovali malo drzno grajska kri. Jaz sem s sabo prinesel tudi eno buteljko, takole, da lahko gledalci vidijo. To je seveda modra frankinja, klasična. Sicer smo v preteklosti pri 2 letnikih, ki sta bila nekoliko bolj zahtevna, smo naredili tudi že roze vino in pa letnik 2014 smo naredili tudi grajsko penino. Tako da, sicer pa je to klasično suho vino, ki ga potem botri tudi dobijo, vsak botr ga dobi, svojo buteljko dobi vsako leto, običajno ob trgatvi, se pravi iz prejšnjega letnika, iz prejšnje trgatve in tako da na ta način pravzaprav to vino tudi razdeli med botre, zaokroži. Nekaj tega vina tudi prodamo sicer, nekaj pa ga podarimo za kakšne posebne goste, protokolarne namene, kakšne goste, ki pridejo na nagrad, nastopajoče na kakšnih večjih kulturnih prireditvah recimo in podobno. Ne. Tako da pravzaprav se to vino nekako potem vsako leto obrača in poskrbimo s tem tako za promocijo, kot tudi za sredstva pravzaprav, da lahko tako z vinogradom kot z vinoteko nekako racionalno in pa gospodarno upravljamo. Ne. Verjetno si pričakoval vprašanje, ki je v zadnjih letih zelo popularno, odkar je bil izvoljen Donald Trump za ameriškega predsednika, je seveda postala najbolj znana Sevničanka Melania, nekoč Knaus, danes Trump. In seveda je verjetno tudi obisk samega gradu povezan s tem, da je precej se dvignil, kar se tiče tujih turistov. Kako ste to začutili na samem gradu? Ja, se pravi, dejstvo, da je nekdanja Sevničanka Melania Trump postala prva dama, je seveda neizogibno. Mi smo bili predvsem seveda deležni predvsej velikega obiska, sprva medijskih hiš iz celega sveta so prihajali, tako da je ta promocija v lanskem letu, pač že v predlanskem letu bila zelo velika. Seveda posledično smo tudi občutili večji obisk. Ne bom rekel, da je bil množični, ne, ampak se je pač začutilo tako pri prodaji raznih storitev, ogledov, izdelkov, tudi vin in tako naprej. Vendar pa na dolgi rok, pravzaprav smo v celotnem tem času mi samo podarili tisto, kar imamo. Sicer smo naredili lansko leto 2 novi blagovni znamki, ena je Vizit Sevnica, pravzaprav gre za neke vrste spominke, ki pokažejo na to, kaj se Sevnica pač zmore oziroma ponuja. Neke bolj osnovne spominke, širši nabor sicer
in pa eno blagovno znamko določenih izbranih izdelkov in pridelkov, to je First Lady. Z imenom First Lady zato, ker seveda vsak dobi tudi asociacijo morda na prvo damo, ampak mi smo neodvisno na to pač blagovno znamko tako poimenovali, jo tudi zaščitili in določeni izbrani izdelki pač nosijo ime te blagovne znamke, na katero smo zelo ponosni in tudi v lanskem letu je bila najbolj zanimiva za naše obiskovalce, tudi kar nekaj poslovnih daril recimo je bilo kupljenih strani podjetij, tako domačih kot tudi od drugod. So pa to verjetno lokalni izdelki domačih pridelovalcev? To so vsi lokalni izdelki, tako je, ki smo jih samo pač postavili v eno skupno blagovno znamko, ki je privlačna že na pogled, ki je zanimiva tudi po samem imenu in na ta način smo nekako tudi nakazali sicer asociacijo vsakega, da pač prva dama prihaja iz Sevnice, ampak ne glede na to, pač dejstvo je, da prihaja iz Sevnice in glede na ta množični obisk medijev, lansko leto smo imeli, mislim, da okoli 150 obiskov raznih medijskih hiš, tako seveda slovenskih, kot tudi tujih, iz pravzaprav skoraj celega sveta, tako da mislim, da je bila to dobra poteza tudi za povečanje prepoznavnosti Sevnice, seveda pa je težko čez noč prilagoditi cel sistem tako ponudnikov, prenočitev recimo nastanitvenih kapacitet in ostale ponudbe kulinarike recimo, ki je za goste seveda tudi zelo pomembna, ostale ponudbe za preživljanje prostega časa in tako naprej. Tako da grad je pa še vedno seveda tista osrednja točka, ki je zanimiva za tujce tudi in predvsem in ni nas sram zagotovo ne komorkoli pokazati grad recimo in njegove vsebine. Pa naj bo to predsednik kakšne večje države ali pa običajen gost, pač, ki prihaja od koderkoli. Kaj pa najbolj navduši obiskovalce gradu, tako domače kot tuje, tako mogoče visoke goste, kot tudi čisto v narekovajih rečeno navadne smrtnike? Kaj je tisto, kar ljudje najbolj nekako si vtisnejo v spomin, s čim najbolj srčno odidejo potem iz Sevnice, iz gradu? Jaz bi rekel v prvi vrsti, da je to neka pristnost, se pravi, da grad smo ohranili ali pa skušamo ohraniti takšen, kot je bil, ga nekako tudi z občutkom obnavljati in mu dati takšne vsebine, ki so zanimive, ki so se ohranile iz preteklosti, ki so zanimive tudi za obiskovalce danes. Ne? In pa pravzaprav nas sprašujejo, recimo, če smo mi muzej, jaz pravim, da mi nismo muzej, ne? Ampak da smo pravzaprav, mi imamo muzejske zbirke, ampak jih morda nekoliko drugače interpretiramo ali pa predstavljamo kot klasični kustosi, recimo, ne? In mi želimo vsaki zbirki ali pa vsakem predmetu ali pa vsakem programu dati neko zgodbo in to je danes v turizmu za ljudi zanimivo. Se pravi, da ne govorimo toliko o nekih suhoparno nekih letnicah, o nekih teh dogodkih, ampak pač dajemo tem predmetom, prostorom nek drug pomen. Ne? Se pravi, seveda temelječ na zgodovinskih dejstvih, ampak na nek drugačen, bolj ljudem bližen način predstaviti to. Ne? Tako da tudi ta osebni stik, ki sem ga že prej omenil, vodnika ali pa vodnice z gostom je zelo pomemben. Se pravi, da ne pride gost na grad, dobi neke slušalke in potem hodi po gradu in mu nekdo razlaga. Ne? Kar je v tujini praksa. Kar je v tujini praksa, ampak mi tega si ne želimo, ker želimo ohraniti ta pristen stik, da ima gost neko pristno izkušnjo, pristno doživetje, kot danes radi rečemo. In mislim, da je to na dolgi rok tisto, kar nas bo tudi mogoče delalo drugačne od drugih, da bomo lahko ta naš biser in seveda vse ostalo, tudi kar Sevnica ponuja, lahko še naprej na ta način predstavljali in da bojo ljudje to znali tudi ceniti. Kar pomeni, da lahko potem tudi, če nekdo ceni, lahko tudi potem morda dvigneš ceno, ne, recimo neki storitvi ali pa nekem produktu, kar si tudi vsi seveda tako gostje oziroma gostinci, gostinski ponudniki recimo in ostali ponudniki želimo, se pravi, da dobimo neko pošteno plačilo za neko storitev, recimo, če govorimo o tem. Ko si prej omenil, da nekateri vprašajo, če je sam grad na nek način muzej,
recimo v Brežiškem gradu domuje Posavski muzej. Grad Sevnica je tako kulturno pa z prireditvami bogat, da je tudi na nek način, ne bomo rekli muzej, ampak je nekako življenje skozi celo leto v njem. Po drugi strani pa recimo so v Posavju gradovi, ki pa so ravno nasprotni, recimo Brežiškemu, Sevniškemu, zgleden primer, kako je težko uživiti neke vsebine v gradu, ki ni že v osnovi nekako vzdrževan in urejen, je Šrajbarski turn v Leskovcu. In je razlika, ali si postavljen v vlogo skrbnika nekega gradu, ki je že nekako v osnovi v solidnem stanju, ali pa je to neka razvalina, kjer je že na pol vse razpadajoče. Kako je tvoje mnenje glede tega? Ja, torej Slovenija ima evidentiranih približno 800 po registru grajskih stavb, če se tako izrazim. Od tega jih je približno 150 takšnih, ki so v funkciji ali pa ki so še zmožni, na katerih je še omogočena prenova do te mere, da lahko še zaživijo ali pa da dobijo neko funkcijo še vedno v današnjem svetu. Sicer je večina v ruševinah. In to je pač žal del te naše preteklosti, ki je seveda ne moremo spremeniti. In tukaj, kar se tiče obnove grajskih objektov, seveda vsi si verjetno želimo, da bi ti gradovi, ki so še vedno v zelo slabem stanju, vse Šrajbarski turn je žal samo eden od njih, da bi ti gradovi čimprej se obnovili, ampak danes pravzaprav ni tako težko nek grad obnoviti. Seveda ti potrebuješ denar. Veliko težje je potem to ne samo vzdrževati, ampak mu dati neko smiselno vsebino, da bo živela. Poglejmo na drugi strani, recimo pa tudi kar v skoraj neposredni bližini grad Pišece, ki je v državni lasti, kar precej denarja država vložila v njega, pa vendarle žal nekih presežkov glede vsebin ni, pa je denar vseh nas vložen v ta objekt. In jaz verjamem, da se država tudi trudi, da bi dala neke vsebine, ampak to ni tako enostavno. Se mora več stvari mora biti zadoščeno, da lahko potem en ta grad funkcionira. Seveda jaz pogrešam na drugi strani tudi nek bolj strateški pristop, seveda tudi večja sredstva strani države, pa vendar je treba vedeti, da moramo tudi ta sredstva od nekje dobiti. In v svetu, v katerem živimo, to je pač kapitalizem, se kulturna dediščina, se šport, še te prostočasne dejavnosti, tudi v tujini v precejšnji meri tudi financirajo strani gospodarstva. In morda nismo še toliko razviti kot družba, da bi se tega zavedali in da bi našli nekaj in vzpostavili ukrepe, da bi se tudi iz gospodarstva, recimo, ali pa na nek način financirala kulturna dediščina, ki bi potem omogočala obnove teh gradov in podobnih objektov. Seveda, te obnove so zelo zahtevne, finančno so zahtevne, ampak še enkrat, če ni nekega pravega poslovnega ali pa upravljavskega modela pred obnovo, potem seveda bolje kot nič, da se nekaj obnovi, ampak mislim, da moramo najprej postaviti neko vizijo in najti vire, da se ti gradovi obnovijo. Verjamem, da so tudi posamezniki, pa moram tudi zdaj izpostaviti, ki bi morda pristopili z nekimi ugodnimi pogoji, če bi država dala ugodne pogoje k obnovi teh gradov. Recimo en izjemnih primerov, tudi tukaj v neposredni bližini pravzaprav je grad Raka, ki ga je kupil zasebnik, ki ga je v celoti obnovil, ki mu je dal neko vsebino, izjemno vsebino, z izjemno tudi historično vrednostjo, z starim pohištvom, recimo starim orožjem in tako naprej. Skratka, mu je dal neko posebno zgodbo, se je osredotočil na eno stvar in to poudarja. In to je, mislim, da zelo pomembno. Ampak
tam pač je bilo je tudi občina Krško dala ugodne pogoje, se pravi, da so našli nek skupni jezik, kar je zelo pomembno, tako da jaz mislim, da bomo morali tukaj postaviti eno pravo vizijo, eno pravo strategijo in glede na stanje, popisati stanje, narediti analizo in dejansko te gradove čim prej obnoviti in jim dati, še prej pa jim dati nek upravljavski načrt oziroma nek poslovni model, ki bo potem ohranjal tudi ta grad, ne samo vzdrževan, ampak tudi živ. Ne? Se pravi, da bo ljudje prihajali, da bo odprt, da bo imel neke vsebine, pa da se ne bojo vsebine podvajale. Ne? Se pravi, da se nekako razdelimo vsebine, med gradovi, ne? Da preveč ne kopiramo, ampak da so neke vsebine komplementarne, se pravi, da se povezujejo, recimo. Ne? In tudi, da recimo gradovi niso sami sebi namen, kar se obnove tiče, da pač samo ohranimo to, kar je v preteklosti nam bilo zapuščeno v upravljanje, ampak da, tako kot si že omenil, da je ta zgodba tista, ki potem tej obnovi nekako daje to upravičenost. Ne? Ja, pri gradovih je tako. Ne? Gradovi so se vedno uporabljali za tisto obdobje, v katerem so ljudje tam živeli. Ne? In tudi mi, zdaj, če jih obnavljamo z nekimi postopki oziroma v nekih, se pravi, da jih vračamo estetsko v neke čase prej, mu moramo dati neko moderno vlogo, ne? Ker ljudje seveda radi vidijo, kako je bilo nekoč, ampak na nek modern način. Ne? Isto je pri hrani, ne? Recimo eno jabolko, ki so ga včasih jedli samo takole pač kot jabolko, je danes lahko precej drugače osmišljeno kulinarično, recimo. Ne? In podobno je pri gradovih, če dam dve primerjavi. Ne? Tako da, predvsem so to zgodbe, predvsem so to razni programi, ki privabljajo in bistvo tega predvsem pa je povezovanje. Ne? Tukaj bi se mogoče navezal na ta naš projekt Gradovi Posavja. Če lahko, to je naš skupen projekt 6 gradov trenutno v Posavju. Veseli smo, jaz tudi osebno sem vesel, ker sem bil tudi eden od pobudnikov takrat, da bi se povezali, ker na vseh področjih mislim, da nam primanjkuje zelo veliko povezovanja, pa ne samo na področju kulture, turizma, tudi na ostalih področjih, tudi na področju gospodarstva. In vesel sem osebno in mi tudi v zavodu ostali, da smo se uspeli povezati, da smo uspeli sploh, da smo začeli komunicirati med sabo, ker smo prej bolj malo komunicirali. Vsak zase ste dejansko izdelovali vsebine, vsak za svoj grad. Tako, vsak za svoj grad, vsak je sam promoviral, kolikor je pač zmožen seveda, kolikor je lahko, nekateri malo več, nekateri malo manj. In to sedaj poteka pod koordinacijo Posavskega muzeja Brežice, s katerim tudi odlično sodelujemo. Se tudi povezujemo samostojno in v okviru tega projekta, tudi Posavski muzej kot muzejska institucija, tudi kot institucija, ki ima zaposlene kustose, ki ima zaposlene tudi restauratorsko delavnico in tako naprej, tudi na tem področju sodelujemo dobro. In pravzaprav že samo ime pove, da pokriva celotno Posavje, ne? In mi, ker smo v Posavju, seveda je nekako logično, da moramo sodelovati. Ne? In mislim, da smo tudi taka mlajša ekipa, ki ima tudi neko vizijo, ki je sveže ideje. Sveže ideje in pa ne samo, da imaš ideje, ampak tudi, da jih realiziraš. Ne? Se pravi, da stvari, ki se dogovorimo, stvari, ki jih domislimo, ki jih skupaj uskladimo in dorečemo, da potem jih tudi realiziramo. Ne? Da imamo neko vizijo skupno, da mogoče kdaj stopimo tudi kakšen korak nazaj. Ne? Za skupno dobro. Za skupno dobro, da pač dosežemo na dolgi rok tudi pozitivne učinke. Ne? Recimo, eden od teh učinkov je že tale skupna brošura, ki smo jo zdaj obnovili. Ena je že bila narejena pred 2 letoma, 3 leti že skoraj. To je pa zdaj nova, pravzaprav zelo sveža. 6 gradov, se pravi Brestanica, Brežice, Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac, Mokrice, Podsreda in pa Sevniški in pa grad Sevnica. Smo povezani, seveda tudi nismo zaprti. Zdaj, da se nas je samo 6, ampak smo odprti za nove povezave. Želimo si, predvsem pa gradove, ki so dostopni, se pravi, ki so odprti, ki imajo neke vsebine, ki imajo kaj ljudem za ponuditi, ne?
ki se jih lahko ogleda, ne, ali pa se pač jih lahko ljudje vidijo tudi od znotraj. Ne. Tako da projekt je seveda projekt je v osnovi dobro zastavljen, seveda so pa potrebna za določene večje premike tudi kakšna večja sredstva. Mi si želimo tudi, da bi na ravni celotne regije ta projekt bil še bolj prepoznan kot pomemben projekt, tako na področju turizma, kot tudi gospodarstva. Sej pravzaprav kulturna dediščina gre vzporedno z gospodarstvom, ne? To je tudi pomembna gospodarska, lahko se pravi podporna aktivnost gospodarstva, ne? Ker če nekdo pride si en grad pogledati, ne? Potem mora tudi nekaj pojesti, gre nekem gostinskem ponudniku, gre kam kaj spiti, koristi še druge storitve, gre v trgovino in tako naprej. Skratka, je tudi vpliv na gospodarstvo lahko zelo velik. Večji je seveda obisk, večji je vpliv, tako da aktivnosti je veliko, predvsem že to je veliko, že na samem začetku, da smo uskladili in da imamo tudi skupni napovednik recimo teh večjih prireditev, da obiskujemo recimo primere dobre prakse, da oblikujemo skupne programe in tako naprej. Ne. Da v bistvu pogledate, kje v tujini, ravno letos ste bili na ekskurziji, kjer ste si pogledali dobre prakse in potem tiste stvari, ki so nekako v realnosti izvedljive tudi pri nas, poskušate v te programe vplesti. Ja, tako je. Dobre prakse so vedno dobre, pa tudi, če niso tako dobre, kot si mislimo. Zakaj? Ker nam daje misliti, kako smo mi lahko še boljši na eni strani, na drugi strani pa tudi to, da pravzaprav mi že vse imamo, samo morda se ne znamo prodati, ne, oziroma se ne znamo promovirati. Ne. In ravno to je bil zdaj primer v Avstriji, ko so, žal nisem utegnil iti, ampak kolegi so šli iz vseh gradov, tudi moji sodelavci, je bilo nekako mnenje, pravzaprav, da mi nimamo nič manj, kot imajo v Avstriji. Ne. Pravzaprav imamo določene produkte lahko še bolj razvite, ampak le moramo jih znati bolje prodati. Mogoče tudi bolje ceniti, kot sem že prej menil, mogoče tudi ceno postaviti nekoliko višjo, ker danes so že mnogi potrošniki takšni, da je, če cena prenizka, premalo ceni, ne, in potem tudi ne bo prišel, recimo. Ne. Tako da ni samo, da ne, pridejo samo, če je cena nižja, tudi obratno je možno. Ne. Tako da to je en ta vidik te dobre prakse, ki je seveda zelo pomemben. In seveda moramo iti iz teh lokalnih okvirjev, moramo pogledati v svetu, kako se dogaja. Tudi turizem se zelo hitro razvija, tudi načini predstavitev, načini promocij, načini, kako prideš do gosta, postajajo drugačni in če temu ne bomo sledili, potem tudi ne bo toliko učinkov, kot jih morda pričakujemo. Ne. Tako da gradovi so zagotovo en stebrov turizma v Posavju. Pa če mogoče primerjaš, koliko je gostov, ki sami poiščejo pot do gradu Sevnica in koliko je nekako vaših potez, s katerimi privabite, kako bi procentualno to lahko razdelil? Ja, te učinke promocije je težko meriti. Moramo meniti še to, da imamo tudi v našem zavodu registrirano turistično agencijo že več kot 10 let, od leta 2007. Turistična agencija Doživljaj, ki je pravzaprav registrirana v osnovi za incoming turizem, se pravi, da privablja ljudi v naše kraje, v Sevnico, v Posavje. In seveda želimo si, tudi vzgajamo naše goste pod narekovaji, da bi čim več gostov prišlo preko naše agencije. Ne. Tudi agencija vzpostavlja stike seveda s ponudniki, komunicira s ponudniki, pripravlja programe, pakete razne in tako naprej. In želimo si vzpostaviti to kulturo, da ko pride gost na neko območje, da pripravi program za njega agencija, ne da sam gost gre do posameznega ponudnika, ampak da za to poskrbi agencija, ker je za to ustanovljena. Da ima nek celovit program, tako. In pomembno je tudi to, da to ne pomeni, če bo naredila to agencija, da bo gost za to plačal več. Ne? Ker agencija ima tudi dogovore s ponudniki, kjer so storitve morda tudi cenejše, recimo. Glede na količino mogoče, ne? In glede na dogovor s ponudnikom, tako da želimo, da se gost zaveda, ne, da zdaj, če sliši besedo agencija, da to ne pomeni avtomatsko, da to zdaj bo pa plačal več. Ne.
ampak enostavno da to delo, ki ga gost samo pravi, se pravi, lahko sicer samo pravi, se pravi, iskanje od ponudnika do ponudnika, pa oblikovanje izleta, da za to poskrbimo profesionalci in ker konec koncev bo tudi gost potem bolj zadovoljen, ker mnogo, kar se dogaja, tudi da gosti precenijo določene, recimo časovno precenijo določene obiske in potem se zamaknejo, recimo te ekskurzije časovno. Agencija pa to zelo dobro že vladamo in vemo približno, koliko traja obisk recimo pri določenem ponudniku, pri določeni točki in je to za nas zelo pomembno in to je ena velika tudi prednost za gosta. Se pravi, cenovno nič ne bo več in pa tudi bolje bo organizirano, če bo šlo to preko agencije. Je bolj kvaliteten potem vtis, ki se ustvari pri gostu. Malce sva se sicer zdaj oddaljila od gradu, pa se vrniva k njemu. Zanima me kot skrbnik, kot oseba, ki si mogoče najbolj seznanjen z vsem, kar se v gradu dogaja, tako z področja vzdrževanja, aktivnosti, potrebnimi deli. Kaj je tisto, kar je treba v gradu nenehno skrbeti, nenehno upravljati, pa če primerjava mogoče, kadar je obiskanost visoka, mogoče nižja, tudi kadar je nična. Kaj je tisto, kar je nenehno treba skrbeti, s čim se je treba ves čas ukvarjati? Ja, grad zahteva pravzaprav celega človeka, pa ne samo enega človeka, ampak celo ekipo. Ne. Čez celo leto je potrebno skrbeti za nenehno vzdrževanje, ne glede na to, ali je to po zimi, ko je obiska manj, seveda, ali je to poleti, ko je obiska več. Veliko je tudi administracije, danes seveda po zimi je več, morda nekoliko več administrativnega dela, poleti je več tega terenskega dela. Skratka, vzdrževanje samega, pa ne samo objekta, ampak tudi okolice je zahtevno, je pravzaprav nikoli končana zgodba, ne. Na enem koncu zaključiš, pa lahko spet nekje drugje začneš. Tako se začne, ker tega je res veliko. Ne? Seveda, naša ekipa, imam res dobre sodelavce, tudi turistične vodnike, ki nekako tudi vsi nekako dihajo z gradom, ne? Skratka poprimejo za delo, pa če tudi je treba včasih preko tiste 3. ure, ne, običajno ljudje mislijo, da po 3. uri je konec, pri nas to pač ni, ne, tudi večkrat je potrebno iti na grad kasneje, tudi zvečer, tudi kakšne intervencije se sproži kakšen alarm, ne vem, je kakšno neurje, odnese kakšen del strehe, oziroma tako kakšna strela udari, ne vem, skratka, ali pa je kakšen vandalizem, čeprav je, moram reči, od tega v zadnjih letih precej manj, se ljudje, odkar je grad tako bolj celovito urejen, je tega precej manj, ampak se še pojavlja. Ne. Tako da grad je pravzaprav tudi star objekt, kar pomeni, da kljub tem obnovam, kljub nenehnem prizadevanju, seveda se tudi večkrat kaj ukvari, ne, in je potrebno stalno neke stvari menjati. Tako da je pa v vseh letnih časih pravzaprav je stalno prisotna misel o razvoju, ne? Se pravi o tem, kako pridobiva sredstva ne samo za tekoče vzdrževanje, ampak tudi za dodatne investicije. Ravno zdaj recimo v teku obnova oziroma so konzervatorsko-restauratorski posegi v hodnikih prvega nadstropja gradu, ki so tudi sofinancirani strani sredstev Ministrstva za kulturo, in to so recimo projekti, katere je potrebno kar natančno in odgovorno pripraviti v sodelovanju tako z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, seveda, ki nenehno bdi nad posegi v gradu, ne, in je tudi, pa ne samo, da jih kontrolira, ampak tudi pomaga precej pri izdelavi teh projektov, pri pripravi pravzaprav projektnih dokumentacij, tudi in soglasi in podobno, z nasveti raznimi, ne, in tako naprej. Tako da pravzaprav mogoče se ti fokusi oziroma te točke ali pa delovne naloge med letom spreminjajo, ampak dejansko nikoli ne zmanjka dela.
vedno je dovolj, poletje je več teh programov, porok, animiranih ogledov, prireditev, recimo, kjer je potrebno veliko priprave, promocije, tudi seveda mi izvajamo promocije, imamo svoje spletne strani, imamo Facebook profile in tako naprej, hodimo na razne sejme, recimo tudi smo prisotni, in skrbimo za kar se da celostno promocijo, in tega tako ni Nikoli preveč. Oziroma trudimo se, da je tudi bolj ciljno usmerjeno, ampak vendarle tudi kakšna stranka, ki morda na prvi pogled ni stranka, je lahko stranka za nek program. Tudi kakšen dedek, recimo, je lahko zanimiva stranka za oglede za otroke, morda je pa hčerka učiteljica, pa njej to pove. Skratka, seveda, treba se nekako fokusirati, ampak nekako je pa dobro, da tudi ljudje širše pač poznajo te programe. Ko si omenil sodelovanje na razpisu oziroma da Ministrstvo za kulturo tudi precej vključeno zraven, mogoče dobite kakšna sredstva oziroma lahko kandidirate, glede na to, da je lastnik občina, tudi za kakšna evropska sredstva, kar se tiče samega vzdrževanja, obnavljanja, dograjevanja pri samem gradu? Ja, kar se tiče razpisov, je tako. Grad je spomenik lokalnega pomena, in kot takšen na večjih razpisih ni bil upravičen. Teh razpisih, recimo, na katerih je pridobil sredstva, recimo grad Reichenburg ali pa grad Brežice, ker sta spomenika državnega pomena. Tako da na teh večjih razpisih ne. Zadnji večji razpis, ki je bil, oziroma sredstva, ki so prišla preko razpisa, je bil razpis za razvoj regij v okviru pred 5 leti v okviru oziroma za prenovo, sanacijo tako imenovano okolice gradu. To je prijavitelj in dejansko tudi izvajalec je bila občina Sevnica direktno, ki je bila upravičena do teh sredstev. Mi smo seveda bili partnerji, aktivno udeleženi v tem, ampak je šlo vse dejansko preko občine, ki tudi kot lastnica zagotavlja osnovna sredstva za tekoče vzdrževanje, za programe tudi, potem za recimo pomaga pri razpisih, pri oblikovanju kakšnih dokumentov, nam svetuje in tako naprej. Skratka, je seveda aktivna pri dogajanju na gradu, tako da evropski razpisi pa mi se javljamo na vse možne pravzaprav, ki obstajajo. Trenutno imamo v izvajanju tudi en projekt, ki je pravzaprav sofinanciran strani Evropskega sklada za razvoj podeželja preko programa CLLD, to je bivši LIDER recimo. Tu so tudi partnerji iz različnih občin Posavja, nosilec je občina Krško, tako da se na ta način tudi povezujemo in sodelujemo z različnimi. Večinoma so to projekti potem, ki so partnerski, se pravi, ki sodelujemo. Prijavili smo se tudi na 2 razpisa Interreg, še čakamo na rezultate, to je pa sodelovanje z sosedo Hrvaško. Te projekte smo tudi v preteklosti že izvajali, sicer na področju arheološke dediščine, pa na področju pohodništva in pa konjeništva. Tako da, ampak grad nekako je tista osrednja točka, ki ga vključujemo v te projekte, tudi če niso direktno povezani z gradom. Tudi recimo kolesarstvo je zelo perspektivno v naši regiji, in tudi kolesarji se zelo radi pripeljejo in ustavijo na gradu in so tudi ena skupina gostov ali pa recimo avtodomari, tudi pohodniki. Tako da so različne ciljne skupine, vsi ti projekti pridobivamo sredstva na različnih razpisih in jih potem tudi nekako povezujemo smiselno, če se bolj osredotočim na grad, tudi z gradom, z vsebinami, z raznimi ureditvami, predvsem pa s programi, ker vedno bolj se ta sredstva usmerjajo v same programe, v bolj mi rečemo mehke vsebine, ne več toliko v obnove. Če je bila prejšnja perspektiva Evropske unije namenjena bolj obnovam, infrastruktura je zdajšnja namenjena bolj programom. Da življenje date gradu. Da življenje.
Pa če se zdaj malce še dotakneva tega življenja v gradu, mogoče glede na to, da je nekje 20 let, kar je nazadnje živela gospa v gradu, 30, pardon, je mogoče kakšno ustno izročilo še živo ali pa zgodbe, anekdote, ki so vezane na sam grad, ki jih mogoče lokalni ljudje poznate, širše Posavje oziroma gledalci, ki jih je, če pogledamo od Dobove pa do Radeč kar nekaj, pa bi mogoče z veseljem prisluhnili kakšni zanimivosti, kar se samega gradu tiče. Ja, anekdot je seveda več in zgodb raznih domnev tudi, ne. Predvsem največkrat nas sprašujejo, ali je bil iz gradu rov, ne, speljan v spodnji grad, ne. To je nekako dolgo časa že bila domneva, mi smo ga tudi iskali, ga še nismo našli, pa ne bo to izziv za prihodnje rodove morda, ali pa za prihodnje, morda tudi skrbnike, ali pa tudi pač občane, če ga kdo najde. Sicer v gradu se je dogajalo marsikaj zanimivega, ne. Tako v nekoliko daljši preteklosti, kot v nekoliko bližnji preteklosti, tudi znana so pričevanja, recimo, da so pri Lutrovski kleti ta, ki še vedno stoji obrambni stol, da naj bi tam v tistem stolpu bile špice in naj bi notri metali ljudi, recimo, ne. To so pač nekako anekdote oziroma stvari, ki so se prenašale iz roda v rod. Potem mnogi nas sprašujejo, če imamo tudi grajsko ječo, ne. Mi smo lansko leto tudi dejansko naredili eno manjšo ječo, namenjena je pa predvsem pravzaprav za otroke. Je manjša, ima eno tako ležišče zelo neudobno verjetno. Neudobno, seveda, take posebne sanitarije in seveda gradu pritiče grajska ječa, to seveda je zanimivo, ne. Mi se včasih pohecamo, da je tista prava grajska ječa naša grajska vinoteka, ne, ker marsikdo gre noter, pa ti gre težko potem ven, ampak vseeno, skratka, vsako leto je kaj novega v gradu, ne. Kar se tiče pa še teh anekdot, bi pa morda še eno dejansko, ki pa dejansko vse še starejši prebivalci spominjajo, ne, recimo, da je zadnja grofica, ki je živela na gradu, njej sta malo po prvi svetovni vojni umrla tako hčerka kot mož in potem je še več kot 20 let živela na gradu. Znana je, da je vsak dan, dokler je še lahko, no, še lahko hodila z baklo v večernih urah, hodila v Lutrovsko klet molit k svojima pokojnima možu in hčeri, ki pa sta še zanimivo, še vedno so posmrtni ostanki v Lutrovski kleti spodaj, sicer niso javnosti na ogled, iz pietete, tega nismo želeli, pred leti smo sicer odprli, preverili, ker dolgo časa ni bila ta grobnica odprta, ampak iz pietete do pokojnih smo to grobnico pustili takšno, kot je. Tako da, dejstvo pa je, no, smo se prepričali, da to je, ker in je tudi to ena zanimiva, recimo, eno zanimivo dejstvo iz preteklosti, no, ki ljudje o njem govorijo. Pa tudi razne druge osebne zgodbe, ki so nam jih razlagali za te nekdanji prebivalci, recimo, v gradu, od tega, da so tudi ljudi, da je, ne vem, nosila luna, recimo, in da so padali iz drugega nadstropja dol, pa se jim ni nič zgodilo, recimo, od tega, kje so, recimo, zunaj v parku, kjer je še vedno zdaj en tak kovan odstavek, pravzaprav, kjer so klali kure, recimo, ne. Pa to se je dogajalo, ne. Tudi na enih vratih v pritličju gradu je ta spodnji del štoka je zelo nasekan, ne, in tudi tam ne bi se marsikaj dogajalo, tako da to so razne zgodbe, no, ki jih slišimo večkrat, ki ljudje jih osebno pač pripovedujejo nam, ko pridejo gor. Je pa tudi eno zanimivo še dejstvo, da še vedno je živa
žena zadnjega vrtnarja, ki je vrtnaril na gradu do... To je ta gospod, ki je prideloval zelenjavo, preden je se zasadil na novo Tako. Gospod je umrl, ona je pa še vedno živa in živi tukaj pod gradom, pravzaprav, ob cesti na grad. In gospa še vedno vrtnari, ne. Pa mislim, da je že krepko, če ni že čez 90 let stara, tako da s tem spoštovanjem gospa je še vedno fit. To so te zgodbe, ki dajo tudi neko dodano vrednost v našem gradu in ljudem te zgodbe tudi radi povemo, nekatere seveda, ne, obiskovalcem, ne, tako da tudi to je tisto, kar dela potem obisk bolj zanimiv, ne. Nekaj tistih dejstev, nekaj zgodovinskih zadev, potem pa tudi tisto, kar so ljudje prenašali preko ustnega izročila. Vsega pač ne piše v knjigah, ne, in to so stvari, ki dajo pa dodano vrednost samemu obisku. Krasno. Jaz upam, da sva gledalcem malce bolj približala grad Sevnica, kot pa so ga poznali do tega trenutka, ko sva midva opravila ta pogovor. Tako da jaz se ti zahvaljujem, da si vzel čas, da si se oglasil v studiu in da sva osvetlila, kako je potekalo nekoč življenje v gradu, kako se je to življenje razvijalo skozi čas in pa tudi kakšni so obeti za prihodnost. Pa seveda veliko uspeha pri kovanju vsebin, tako z turističnega vidika, kot tudi z promocijskega. Ja, hvala za povabilo. Vsebine sicer še veliko, prireditev je še veliko, niso vse danes obelodanila, zato pa gledalce vabim, da si pogledajo tudi naše spletne strani in tako naprej, kjer je vse objavljeno in da nas z veseljem obiščejo, ker mislim, da imamo kaj za pokazati. No. Tako. Najlepša hvala in lepo se imej pri svojem delu. Hvala. In tako smo, drage gledalke in cenjeni gledalci, pripeljali do konca grajsko oddajo Ozadij. Veliko smo povedali, kot je že povedal gost Rok Petančič, veliko tudi ne, ker enostavno tudi tukaj zmanjka časa. Zato boste seveda morali vzeti pot pod noge in obiskati grad Sevnica, da boste izvedeli še kaj več. Tako da toplo vabljeni, da sami odstrete tisto, kar midva danes nisva uspela. Lepo pozdravljeni do prihodnjega torka in imejte se lepo. Lahko noč.